Pred dnevi nas je zapustil legendarni alpinistični kronist in enciklopedist Franci Savenc. Franci je bil član akademskega alpinističnega odseka iz Ljubljane od leta 1956, ta se je tedaj še imenoval AO Univerza. V prvih letih svojega alpinističnega udejstvovanja je intenzivno plezal in do konca 70. let opravil okoli 250 alpinističnih vzponov, med njimi tudi najtežje smeri tistega časa, na primer Čopov steber v Triglavu, pa Aschenbrenner, pa tudi zajedel v Travniku. Bil je tudi član prve slovenske, tedaj jugoslovanske odprave v bolivijske Ande leta 1964, kjer so med drugim opravili tudi 10 prvih pristopov na Deviške 5 in 6 tisočake. Glavna Francijeva strast pa je bilo beleženje in poročanje o alpinističnih dosežkih, s čimer je začel že sredi 60. let. Franci je z njemu lastno vestnostjo, natančnostjo in z garaškim delom zbiral vse pomembne podatke o slovenskem alpinizmu in objavljal poročila. Pisal je za večino slovenskih dnevnih in tedenskih časnikov, pa za Planinski vestnik, Enciklopedijo Slovenije, svoj doprinos je prispeval tudi v slovensko biografijo. Leta 1967 je uspel v časopisu Delo, takrat najpomembnejšem mediju pri nas, odpreti redno ponedeljkovo rubriko Alpinistične novice. Informacije je zbiral preko klasične pošte, fiksnih telefonov, pogosto pa so ga alpinisti obiskovali kar na domu. Vse do prihoda interneta so bile ponedeljkove alpinistične novice najpomembnejši vir informacij o dogajanju v slovenskem alpinizmu, saj je Franci poročal o vsakem pomembnejšem vzponu ali dogodku. S prihodom interneta pa je Franci takoj spoznal potencial nove tehnologije in že leta 1998 ustvaril spletno stran, imenovano Planet.org, oziroma danes poznano kot Kore ljudje, na kateri še vedno živijo tudi že omenjene alpinistične novice. Za Francijem so ostali bogati arhivi v papirni in digitalni obliki, ki bodo dobrodošel vir vsakomur, ki bo proučeval zgodovinsko pot slovenskega alpinizma od trentarskih lovcev do vrhunskih vzponov v najvišjih gorstvih sveta. Ostal pa nam je tudi pričujoči pogovor, ki sem ga uspel sicer preko Zoom povezave opraviti z njim spomladi letošnjega leta. Franci je bil še zelo fit, dejaven in zelo zgovoren. Poglejte si, kaj vse mi je povedal. Snemanje pogovora s Francijem Savencem, Peter Mikša, februarja 2023, vprašanja za tako imenovane stebre slovenskega alpinizma. V redu, Franci, začnimo. Kdaj in kje, torej in kraj in odsek ste začeli s plezanjem, torej se začeli ukvarjati z alpinizmom, v bistvu zakaj tam? Torej, začeli se je nekako pravzaprav leta 52, ko me je oče peljal na Triglav. Še z starimi cepini, vem, da sva šla, ki so bili pravzaprav nekako nepotrebni, in sva jih potem morala na karieraciji žagati, da jih niso ljudje videli. In naslednjo leto, takrat sem bil na šolanju na TSŠ-ju, kemijski odsek, naslednjo leto so poskušali na šoli organizirati alpinistično sekcijo. Bili so to Milan Šara, Janko Mirnik in zdaj pa se ne spomnim tretjega. Torej, prišlo je do ustanovljenega sestanka, na katerem sem tudi bil, vendar kasneje se ni razvilo. In pravzaprav to mislim, da tudi nikjer ni zabeleženo o takem poskusu, čeprav so bili ti fantje vsi zelo uspešni, posebej Milan Šara. Pač pa sem naslednjo zimo
to je bilo 54. Že ko sem končal šolo, sem bil na zimskem tečaju smučanja v Planici, šola ga je organizirala. Tam sem srečal Toneta Jurco. In pogovor je eno in drugo in tako naprej, ker smo tudi malo hodili okrog Planice. Pa sem ga vprašal, če ve, kako bi našel stik z alpinizmom. Rekel, ja, povedal je, brat je v alpinističnem odseku in kmalu po počitnicah mi je sporočil, da ne pride na sestanek, ki je bil na Vegovi, v tisti predavalnici. Torej, zanimivo. Mislim, da je bil to zadnji tak sestanek na Vegovi, v tisti predavalnici. In tam sem se pač jim nekje priključil. Naslednjega sestanka se pa spomnim, je bil pa že v eni vili, ki ob hotelu Union, zdaj jo ni več, je tam zrastel hotel. In tam je bil pa že imenovan, izvoljen, kako že za načelnika Andrej Aplenc, Bob. O katerem alpinističnem odseku pa govorimo? Ja, bom zdaj povedal. Ja. Torej, to je bil takrat AOU, alpinistični odsek univerza, ne? Ki pa je bil pravzaprav bolj AOU poznan. No, in takrat sem pravzaprav bil že nekje vključen v ta krog in počasi je začela doba. Spomnim se iz tega časa samo enkrat štajerske rinke, ki sem jo plezal tudi še kasnejšim soplezalcem Svetozarom Miničevem, Tozotom. In kar je potem sledilo, je pravzaprav vredno omeniti odpravo ali pa tabor v Trnovački Durmitor. Bilo je leta 1955, ko smo se znašli ob Trnovačkem jezeru na enem takem medrepubliškem taboru, sicer organiziran na strani Hrvaške planinske zveze. Tam smo plezali prve prvenstvene, koliko jih je bilo, zdaj ne vem več, ampak glavno smo plezali samo prvenstvene, ker predtem ni bilo alpinistično obdelovano to področje. Sem pa takrat navezal stik z Borisom Kambičem, Bačijem, ki je prišel tja kot član ekipe iz Splita in so celo preplezala hrvaško-slovensko smer prvenstveno. Sem pa prišel na ta tabor jaz precej okrog ovinka, ker sem potoval z ladjo ob obali. Predtem sem, torej, bilo je kakšen teden sem potoval in sem prišel v Fočo naokrog pravzaprav iz najjužnejših republik. In v Foči sem imel srečo, da sem našel en vlakec na ozkotirni železnici, ki me je potegnil do konca in tam sem potem čakal, kdaj bodo prišli ostali. Bil sem že takrat brez hrane, brez denarja, brez vsega. In pa so prišli in smo pač srečno se premaknili do jezera, kjer je bil tabor. Torej, to je ena taka epizoda. Franci, bili ste v bistvu član alpinističnega odseka univerza, ki ga zdaj poznamo kot akademski alpinistični odsek, in to že v bistvu v letih 50. leta, v bistvu
takoj oziroma kmalu po tej nesreči, ki je precej zaznamovala odsek, danes poznamo ta memorial, veste, kakšen pa je bil ta odsek v tistih letih in nasplošno, ne vem, v eni ljubljanski plezalni sceni, znane so te govorice bolj v hecu, kako je bilo vedno malo nasprotovanja napram matici ali pa nagajanja. Ja. Torej, bil je precej na šibkih nogah. Po nesreči se še ni ukrepil toliko. In vem, da leto predno sem jaz se vključil, so imeli recimo nekje eno veliko stvar, ko so prišli v vrata fantje gledati, ko sta dva plezala bavarsko. Torej, je bil to en tak kvaliteten skok od več ali manj začetnikov. To je moral biti 55. Ja, pozabil sem povedati še to, da skočim malo nazaj, da moj prvi vzpon je pa bil pravzaprav leta 54. In sicer za 29. november sem prišel v dom pod Storžičem in ker sem bil sam, sem se pač vključil v družbo in tako naprej in fante se me potem Tržiča in se me potem vzeli v Kramarco. Torej, to je bil pravzaprav moj prvi korak, ki ga prej nisem omenil. Da se vrnem nazaj k odseku. Torej, odsek takrat je bil še jedna univerza, šele kasneje smo prešli v akademsko planinsko društvo oziroma odsek. Načelnik je bil, mislim, takrat še vedno Antonov Nikola Kolja. Za njim je pa, mislim, da prišel pa Andrej Aplenc. No, ampak že recimo potem 55. Jaz sem 55. pozim prišel v odsek. Ja, so se pa že začeli počasi vrstiti posamezni vzponi posameznikov. Šole ali pa kakšnega tazga, mislim, da ni bilo. So bili pa malo kakšni turnci in tako naprej. Šolo smo začeli šele potem 57. po moje. Bilo je pa tisto obdobje, ko so se praktično z matico res dajali, kdo je prej, pa kdo je boljši in tako naprej. So bili takrat seveda v matici močnejši plezalci. Kakšno opremo pa ste na začetku imeli, torej, ko ste šli prvič v hribe resno plezati? Torej, gojzare sem imel pač navadne že z vibram pod plati, čeprav so bili takrat še kakšni, ki so z kvedrovci oziroma z krampučini plezali. In vrvi smo se sposojali na odseku, ker lastnih vrvi nismo imeli. In vrv je pomenila takrat veliko, tako da vem, da so kakšni imeli predolgo vrv, so bili kaznovani in tako naprej. Torej, spomnim se, da sem sorazmerno kmalu ratal gospodar odseka, s tem, da sem moral posojati vrv, opozarjati tiste, ki niso prišli, prav čas prinesli nazaj. Imeli smo pa takrat že dosti dobro pisarno v Kazini, mislim, da je v prvem nadstropju, ta soba, ki smo si jo sicer delili za smučarji, ampak oni niso imeli toliko sestankov, medtem ko mi smo imeli redne sestanke in tudi uradne ure. Če se prav spomnim, smo že takrat imeli eno honorarno moč, ena uka je bila in
2, 3 na teden so lahko prihajali članarino plačati in podobno. Ker da je številčnost društva bila precejšna, odseka pa še ne tako močna. Ne? Torej, načelnika te 2 sem omenil. Kaj pa oprema? Torej, oprema, ja, vrv, seveda čelata, če ni bilo, bivak vreč, tudi če ne. Vse to sem nabavil potem da je bilo to kakšnega 58, 59 mogoče, so mi prinesli, vem, da sem bil med prvimi, ki sem imel bivak vrečo, kupljeno pri Šusterju v Mihnu, taka rumena je bila, ki je pa odlično služila marsikomu. Med njimi, na primer, videl Mesariču pa Staneta Jurci, ki sta pri plezanju Aschenbrennerja morala bivakirati. In sreči si je Stane pri meni sposodil bivak vrečo, tako da sta nekako prebila tista noč, ki je bila precej huda. Kaj pa plezalni pas? Plezalni pas, ne. Ste navezani? Navezani okrog pasu, varovanje čez ramo. So bili pa potem s časoma prišlo do tega, da smo imeli tudi že malo ene, ko preko inovativne, raziskovalne cilje. In Stane Jurca, recimo, je razvijal dinamično varovanje. Imeli smo precej poskusov, začeli smo nabavljati opremo iz tujine, ali pa jo tudi sami delati. To je bilo pa že v začetku 60 let, seveda. Takrat sem nekako razvil tisti nahrbtnik, ki se je potem precej razširil po Jugoslaviji, jalovec. Imel sem srečo, da je oče bil po poklicu torbar in sedlar in mi je izdelal prvih 4 prototipe, ki smo jih potem še malo dopolnili, in ta model se je razširil potem po vsej Jugoslaviji. To je bil takrat najbolj razširjen kos opreme. Kako ste pa do opreme na splošno prišli takrat? Torej, slovenska industrija ni še proizvajala alpinistične. Ja, pravzaprav, kaj sem. Bile so ne vrvi iz vrvi, ena tovarna v Dalmaciji, da se ne bom spomnil imena, ki je ene vrvi razvijala, samo so bile več ali manj za nič pravzaprav. Potem naslednje, kar je bilo, smo začeli že dobivati z izmenjavo. Precej opreme smo dobili, to je bilo vse že v 60 letih, smo dobili od Čehov, od čeških alpinistov, ki so prihajali sem, naj bo polet, naj bo pozim, takrat še ne toliko, in so nosili svoje nahrbtnike. Tisti njihovi nahrbtniki so bili pravzaprav neki povod razvoja jalovca. In puhasto opremo so prinesli nam, spalne vreče, vestone, in recimo precej so prinašali k meni, da sem potem to prodajal naprej kolegom, njim pa nudil pač druge stvari. In tudi ruski tečaji, ki so prišli, bilo je enih 2 leti, se mi zdi, da so prihajali skupine ruskih alpinistov, oni so nam pa prenašali titanove kline, recimo. Te so bili tam. Na vsak način pa so morali dobiti Vibram podplate. Torej, te, ki jih je delala Sava. In to je bila ena obveznost, ki jo je treba preskrbeti pred njihovim prihodom.
Kdaj približno so bile te izmenjava, kdaj so prišli Rusi? Torej, Rusi pa Bolgari, vem, sem in eno in drugo skupino sem jih vodil, ampak zdaj ne vem povedati letnic. Približno konec 50-ih, začetek 60-ih? Ne, je bilo pa že, kar moralo biti že, konec 50-ih. Zato, ko moj imenik je 64, so Andi, ali pa začetkom 60-ih let. In se spomnim, takrat sem tudi navezal prve take mednarodne stike, posebej z Bolgari, ki sem bil potem navezan na njihov 14-dnevnik Eho, ki je dajal nam precej alpinističnih novic iz sveta, ki jih mi nismo imeli. Torej, a bi lahko rekli, gospod Franci, da so na nek način, da je ta vzhod, Bolgari, Rusi, Čehi vplival na slovenski alpinizem? Po svoje je. Prvič, Bolgari sicer ne. Čeprav je recimo bil s temi Bolgari, tista skupina, ki sem jih vodil, je bil tudi, kako se je pisal, tisti, ki je kasneje solo se povzpel ali pod vrhom Everesta po jugoslovanski smeri, v zahodnem grebenu. In tam je umrl. Z njim sta se pol še enkrat, dvakrat srečala, enkrat vem, da Maljovici, in takrat je bil že zelo uveljavljen, mogoče kar nekje za prvega alpinista so imeli. Čehi vemo, da so, ko so te prihajali, recimo Čihula je pustil pač dobro sled, in bilo jih več. Pa vzhodni Nemci, recimo, ki so zaznamovali našo zimo za Aschenbrennerjevo. Takrat se je bilo tako, da sem celo šel posebej v Tamar, kjer so imeli spodnjo ekipo, da sem dobil sveže informacije, ki sem jih potem objavljal v novicah. Zakaj pa Poljakov ni bilo k nam? Ne bi vedel. S Poljaki sicer sem imel stik, ampak mislim, da sem ga dobil na Češkem. Ker vem, da sem ga potem enega Poljaka še srečaval, ampak da bi bila pa kakšna organizirana izmenjava, ne. Torej, z Rusi je bila pač kasneje prerasla v tiste odprave v Kavkaz, ki so bile izmenjava. Oni so prišli sem, naši tja. Poljaki ne vem. Torej, drugi pa, razen mogoče tisti prvi in tako rekoč edini tabor, ki so ga pri nas pripravili, mednarodni tabor, ki je bil deloma v Kamniških, deloma v Julicih, pa to tudi ne bi vedel povedati, čeprav smo takrat za njih pripravljali vodiče pravzaprav za 10 smeri in prevedli v 2-3 jezike. To bi pa morali imeti zabeleženo datume, jaz jih na pamet ne vem. Zdaj pa, če pogledamo tisto vaše prvo obdobje, 50. leta še, ko začenjate s plezanjem, pa potem, ko ste že malo bolj aktivni, ste trenirali s plezanjem, torej v hribih, ali ste že začenjali razmišljati o kakšnem dodatku, torej v smislu zgibov, telovadbe, plezanja? Prvi seveda zgibi so bili Turnc, na katerem smo občasno šli. Spomnim se, da prvič sem šel, sem se priključil Alešu Kunavarju, pa še 2-3 matičarjem. Slučajno smo se nekje
srečali, tako da so me potem vzeli s seboj na turnic. V redu. Ker naslednje vprašanje, a ste imeli kakšne vzornike na začetku pa kasneje, ki so vplivali, mislim, Ja, ste brali kakšne po svoje bi lahko dva izpostavil. Zanimivo, oba, ki sem jih prvič nekje srečal po prvenstveni. To sta bila Marko Dular pa Ljubo Juvan. Namreč, da je bilo, to je bilo 56, mislim, 56 leta, kot poleti sem bil na Kamniškem sedlu in smo pač gor eno in drugo in sta mi povedala, da gresta plezat glavo planjave. In jaz sem pa potem čez čas šel po grebenu planjave navzgor in sem prišel nekako ravno na izstop glave, kjer sem potem še Dularju pomagal malo potegniti oziroma pa varovati Ljubota, ki je plezal zadnji raztežaj. Takrat je tudi nastala ena redkih slik te dvojice, ki to fotografijo imam. Samo ne vem zdaj, ali sem to sliko jaz z mojim aparatom ali pa z Dularjevim, da mi je kasneje dal. Torej, to mi ni jasno. Torej, te dva sta prav gotovo, zaradi tega, ker z Dularjem sva potem leta 57 zimo precej bila skupaj, takrat se je pripravljal na Herletovo in celo zadnja dva spona sva naredila skupaj. To je bilo takrat je rekel, pač on ugotavljal, da je prvi zimski vzpon po eni od grap na Grindavc, bolj pomemben pa je bila prva zimska ponovitev Gregorinovega stebra v Kalški gori. To je bila tudi njegova zadnji uspešen vzpon. Pred nesrečo potem v Avstriji. Pa umrl. Namreč takrat smo se družili ne samo z njim, ampak tudi z Francetom Zupanom. In bila je tudi ena varianta, da gremo vsi trije v Avstrico. Samo jaz sem imel takrat težave v službi, nisem mogel pač kar tako privoščiti, da grem en dan, pa da ne meni. In pa še nekaj je bilo, spodrsnil me je in sem malo padel na turnicu, tako da se je pol Durus odločil, da gre s Francetom sam gor. Jaz pa da pridem potem za njimi. Ampak potem je prišlo do tistega poslabšanja in ko sem imel konec tedna je bilo, sem šel sicer v Kamniško Bistrico, ampak ker sem videl, kakšno je vreme, se je rekel, nima smisla, da hodim na Korošico, jih čakati, ker ne bi mogel kaj dosti, ampak sem šel samo na Kamniško sedlo in pol tam tudi prebivakiral, še z dvema, tremi planinci, ki so prišli gor in so bili vsi premraženi, tako da sem jih nekje malo oskrbel. Nabrali smo pač nekaj rušja, zakurili v zimski sobi in prebili noč. Tisto noč, ki je bila verjetno usodna ali pa pač že za Markota in Franceta. Zdaj, če smo že glih pri tem, kakšen pa je bil Dular? On je bil takrat kar eden prebojnih alpinistov slovenskih. On je bil tako, kako preko ideološko, oziroma on je bil zelo razgledan. Takrat je bil on študent, mislim, da šele prvega letnika na kemiji. Ja.
Ja, ko smo se začeli spoznavati, še ni bil na fakulteti, pol to leto je pa že bil na fakulteti. Mislim, da v prvem letniku. Ne. Torej, sej so znani njegovi članki, ne, ki kažejo, da je imel izrazito preko jasna stališča do marsičesa. In kot plezalec je bil takrat verjetno po šari nekje v vrhu. Ne. Ampak na odseku, recimo, zanimivo, pa ni bil takrat najbolj sprejet. In tako da se je združil z nami, ker smo bili pravzaprav oba dva s Čičotom, sva bila akademca, ne. Oziroma, takrat še UNITAO, ne. Na matici, ne vem, nekateri najbrž malo zaradi tega, ker je pač izstopal med drugimi, iznad drugih, in smo tako bili skupaj, ne. To potem je mogel biti kar šok, ne, taka nesreča. Ja, absolutno. To je bilo takrat en hud udarec in je marsikoga zavrl, ne, da je opustil, ne. No, bolj za treningo, za pripravo in tako naprej, sem vsaj jaz se vključil v to 62, 63, se pravi, ko sem bil pri vojakih, služil sem kadrovski rok v Tolminu, ne, in kot čato, to se pravi pisar v enoti, sem imel malo po svoje čas in sem si lahko privoščil, da sem preštudiral vse planinske vestnike, ne, in si izpisal zanimive naslove, podatke in tako naprej. Vsak teden sem po 2-krat, 3-krat šel v knjižnico, se sposodil planinski vestnik in ga potem izkoristil pa nesel nazaj. No, in takrat sem že poskušal s pismi, takrat sem bil precej pismen, ne. Precej sem pošiljal pisma, poskušal pridobiti nasvete za trening. Na trening, ker predtem smo že imeli precej dodelano šolanje na odseku, ne. Takrat vem, da sem poskušal Vida Mesariča vključiti, ker je bil pač po osnovi je bil default, ne, čeprav je bil takrat je bil, mislim, da že na fakulteti za šport oziroma VŠTK, ne. In smo si pisali, ne, pa pripravljali vaje, ki jih naj bi recimo za domačo pripravo ljudje delali in sestavljali učni načrt za šolo. Recimo prva vaja na Turncu, recimo kaj je bila poudarek, in tako naprej. Potem seznam predavanj, ker predavanj je bilo kar nekaj, ne, v četrtkih, tako kot je, mislim, večinoma še vedno povsod, smo se sestajali in po sestanku končali v pivnici Union, v kleti tam. Ker smo imeli včasih, ta prva pisarna je bila tam zraven, ne, kasneje, ko smo bili v Kazini, smo tudi še tja hodili. No, in takrat so tudi ratale nekakšne skripte za to, ne, navodila, da so lahko različni izvajali. In je bilo dosti resno, ne, tudi smo razpisovali začetek, imeli smo tudi omarco propagandno na Šestici, to mi je meni uspelo po eni vezi dobiti dovoljenje od lastnika oziroma od direktorja gostilne, da smo lahko na zunanjo, na fasado pritrdili eno
marco, ki smo jo potem opremljali s fotografijami, pa kakšnimi pozivi in tako naprej. Ne. Kdo so bili pa vaši najpogostejši soplezalci na začetku? S kom ste največ plezali? Torej, tisti, ki je največ pustil pečat, pa z tega tehničnega stališča je bil Sandi Blažina. Ne. Z njim sva pravzaprav precej, kar 10, 15 ali pa tudi več vzponov naredila. Takrat se je on vozil še z mopedom iz Izole v Vrata ali pa Tamar, in kjer smo se pol dobili, pa velikokrat takrat sva skupaj plezala. In to je tudi vodil kasneje, da sem mu pomagal pri organizaciji odprave. Ne. In pa bil sem pravzaprav že nekje skoraj domač, družinski prijatelj, ne, ker smo večkrat tudi prišli v Izolo, tudi kakšne dneve sem tam prebival. Kasneje pa tudi prihodna žena moja, ravno tako se je z njimi družila in prihajala gor. Ja, to se pravi, to je en plezalec. Potem precejkrat sva plezala tudi z Janezom Ruparjem, Jančijem. Pavle Jurič, ja, z njim pravzaprav še malo več. To je bil metalurg. To je bil težko, kakšnega še zdajle na brzino. S kom ste najraje plezali? Ja, torej najraje sem pravzaprav s Sandijem plezal, zaradi tega sem tudi postal značilen drugi plezalec, ne. Torej on ni pač nobenega pustil naprej plezati, ne. On je bil vodilni in takrat smo pač bil tisti, ki je nosil nahrbtnik, izbijal kline, ampak mu je bilo lahko slediti, ne, ker si videl, je imel tak eleganten slog plezanja, kot so rekli, Komičijeva šola, ne. Čeprav indirektno. Je pa res, da je razvil se v Pakli, v Glinščici, ne? V Glinščici, ja. No, zdaj pa naslednje vprašanje je vezano na vaše vzpone. Precej jih je bilo, imate morda kje zabeleženo, koliko ste naredili alpinističnih vzponov? Ja, jaz pravim, da cirka 250. Je pa tako, da je moj dnevnik, ki sem ga precej časa vodil, nekje v arhivu zakopan. In vsaka ideja, da ga bi našel, propade. Ne pridem do njega. Tako da točno številke ne vem povedati, ne. Je bilo pa tako, da sem nekje v 70 letih prenehal, sredi 70 let prenehal pač poroka in pač zato, da bi bil nekje bolj siguren, ne, sem prešel samo na kakšna brezpotja in potepanja po gorah, ne. Kaj pa med temi vašimi vzponi vam je ostal kakšen tako bi rekel, v spominu, ne nujno najtežji, mogoče najlepši ali pa najbolj dramatični, ki ga bi lahko izpostavili tako? Ja, mogoče bi bila to druga ponovitev Zajede Travnika. Ne. To sva plezala z Ljubotom Juvanom. Ja, vidiš, on je tudi eden od tistih, s katerim sem par vzponov napravil. To je bilo zaradi tega, ker sva to Zajedo Travnika smo poskušali že pred tem ponoviti z
Pavletom Juričem. Samo tisti dan, ko naj bi šla, sem se jaz predolgo potepal po Mali Pišnici in je potem Pavle ugotovil, da si pa z matrom ne greva. In malo potem sta se pa pojavila Ivo Reja pa Lojze Golob, ki sta opravila prvo ponovitev. No in potem je prišlo do tega, da sva šla z Ljubotom, pa da sem se z Ljubotom navezal in delala drugo ponovitev. Drugih, pravzaprav, kaj s tem, saj jih prav veliko ni, takih zelo težkih, takrat so bile pač v rangu Čopov steber, Aschenbrenner. No, tudi recimo zanimivo, Rumena zajeda je bila nekako skoraj v istem rangu. In Šara je Milan, ki je takrat opravil solo ponovitev, je rekel prav, tisti, ki zmore Rumeno zajedo, brez težav z Rumeno zajedo, in če je kakor toliko fizično pripravljen, gre lahko tudi Aschenbrennerja. Ker je tudi on tako naredil, da je prej soliral Rumeno zajedo, pa potem Aschenbrennerja. Tule bi samo šel mogoče malo na vprašanje na Juvana. Ja. Juvan, moram priznati, tudi osebno je bil meni precej nepoznan, dokler nisva z Urbanom pisala zgodovino alpinizma in je Urban rekel, Ljubo Juvan, moramo ga izpostaviti, ker pač po njegovo takrat je rekel, mislim, da je on alpinist pred Frančkom, ki je največ prvenstvenih smeri imel. Jaz nisem toliko vodil. Kaj je bil Juvan? Ljubo Juvan, ja. Torej, on je imel izreden spomin in pregled nad smermi v Julijcih, še posebej. In jaz sem ga potem nagovarjal, da bi podelala planico, in to sva potem zbirala in on je vedel, recimo, kje, v katerem planinskem vestniku je kakšen spon omenjen pa to, in se počasi je nabiral in tako. In jaz sem hodil k njemu, ker on ni kaj rad pisal, jaz sem pa takrat precej pisal, in sva se izpisovala, tako da sva imela zbranega, pravzaprav tako rekoč že vse, samo za izdajo kakšnega vodnika pa ni bilo še zrelosti. Se je pa takrat pojavil Banovc, ki je dal predlog, da bi pripravili vodnik. No in sva z Ljubotom postavila temelje in smo pa priključili še Krušica, pa Kilarja, pa Mundo kot bibliografa, ki je bolj po strokovni liniji skrbel za to, da smo vire, literaturo, smo nekako imeli urejeno. Torej, to je bilo ena od velikih stvari, večjih stvari, ki jih je Ljubo naredil neplezalsko. Daš pa plezalsko, je bil takrat med tistimi, ki so imeli največ prvenstvenih, in to recimo v Triglavski steni, ki je še vedno bila nekje na vrhu zaželenih. Bi rekel, da je recimo, če bi izpostavil iz preteklosti, Šara, recimo, Dular, Juvan, to je bila ena taka trojka, časovno, seveda v različnih koncih. Je bil
je bil pač on je končal takrat po tistem padcu v Tamarju, se je obešal na podboj in si je poškodoval kolk, pa išlo sam še navzdol z njim. Ne. In tudi pol, ki se je nekje fizično toliko pomogel, da bi šel, je poskusil, ampak ni šlo več. Zanimivo. No, gremo zdaj na vprašanje vezano na vašo kakšno plezalno željo, cilj, ki nikoli ni prišel na vrsto. Naprimer, Tonač je zanimivo rekel, želel sem se iti v Štajersko rinko plezat, Kočevarjevo tole smer, Kočevar-Pintar, pa nikoli nisem prišel do nje. Ne. Spet drugi, ki sem govoril z njimi, so izpostavili, ne vem, Walkerja v Jurassih ali pa Eiger, pa Čerotore in tako naprej. Ste imeli vi kakšno smerco, steno, ki ste si v bistvu želeli, pa ni prišla na vrsto? Bi rekel, da ni bilo, saj ne spomnim se, da bi bilo kdaj bolj izrazita kakšna taka želja. Ne. Bolj sem gledal na to, da bi spoznal čim več različnih stvari. Ne. Tako sem bil recimo najbrž prvi od naših povojnih, ki je plezal v peščenjaku Saška Švica oziroma pač na češki strani v tistih peščenih stolpih. Tam imel sem kot eno turnejo 5 predavanj na Češkem o naših odpravah s poudarkom na Andih. Ne. In bila to kar dobro obiskana predavanja so bila in med drugim sta prišla tudi takrat vodilna plezalca Radovan Kuharž pa Olda Kopal. In te dva sta me potem povabila v peščenjak, tako da sem 7, kot je rekel, tudi plezal, seveda, kot ta drugi, ne, pa tudi malo na tega. Tudi problem je bil to, ker nisem imel primerne obutve, tam v gojzarjih se ni dal kaj narediti. Ja, torej, to je bilo potem v Dolomitih, sem plezal s Sandijem, torej, to sem želel pač spodolomiti, v Zahodnih Alpah, pravzaprav kakšnih posebnih večjih vzponov ne, ampak za tiste čase recimo smo imeli vzpon na Mont Blanc, za katerega smo žrtvovali 1 mesec dni dela v enem taboru, ki je bil v Rouenu, in mislili smo, da bomo dobili kakšno plačilo in s tistim si olajšali bivanje v Chamonixu, kamor smo šli potem. Pa se je pokazalo, da ni bilo nič. Edino nabrali smo se precej konzerv, tako da smo imeli potem bolj pestro hrano v Chamonixu. Bili smo 3, Franček Mulej, Ferjančič Lado Zamorc. In 2 meseca, tako rekoč, smo porabili za to, da smo potem 1 teden dni v Chamonixu bili in opravili vzpon na Mont Blanc. Ja, katerega leta? Belač nam je pa plačal še eno žičnico, ki je ravno takrat prodal en svoj kip. Smo se srečali in nas je potem častil z prevozom na Tetrus gor, da nam ni bilo treba pešačiti od tistega neuradnega parkirišča oziroma taborišča za pokopališčem. Tam je bilo znano to. Ja, tam smo se srečali z Šaro, ki je pa taboril na gori na vrhu in so se pripravljali na Žorase, na Casinovo, pa pol ni šlo.
Sej to je bilo že nekaj pred koncem. Mislim, da pol naslednjo leto je Milan nehal plezati in se posvetil samo študiju. Ne. Katerega leta je to približno bilo? Ja, to je moralo biti v 50-ih. Od koncu 50-ih. Kako je sploh bilo iti takrat čez mejo? Torej, da je alpinist šel plezati naprimer na zahod, kako? Torej, naši predhodniki, to je opisano tudi, recimo Rado je dobro opisal tega v svoji knjigi, ti so bile tako nekoč pol uradne, več ali manj uradne poti na tuje. Medtem ko mi smo pa imeli društvene oziroma pač osebne ambicije in zato, da bi dobili dovoljenje in da gremo v Francijo, smo se prijavili na študentskem forumu, da gremo v delovno brigado oziroma ene vrste tabor je bil. Čeprav se je kasneje pokazalo, da niso samo študenti prihajali, ampak mi smo šli kot neki slovenski študenti tja, da bi upravičili pot v Francijo. In po tistem taboru smo šli v Šamoni. Vse je šlo z vlakom. V tej priliki. Malo kasneje je bilo pa že lažje z dovoljenji, takrat smo pa pridobili Rudija Finžgarja, ki je imel kombi, da nas je pobral, mislim, da se je bilo 6, in smo imeli eno ruto po Zahodnih Alpah. In smo tudi njega peljali na Monterozo, za Matterhorn zmanjkalo časa in še par stvari, tako da smo pač potovali in smo spali ob cesti nekje. Naprimer, ko ste šli v tujino, ste kupili tudi opremo takrat, specialno plezalno? Takrat recimo ne, zato ker denarja manjkalo. Torej, do opreme smo ponavadi prišli tako, da je kakšen prinesel, ki je šel po službi na kakšni drugi liniji, ki je šel v München. Torej, München je bila zakladnica s Šuštarjem v tistih mlajših letih. Pol je bila tudi sicer že Italija, Trst, tam se je pač dal čez mejo že nekako spraviti. Ponavadi je bilo večji problem spraviti dinarje na uno stran. Tako vem, da smo imeli take težave, ko smo nabavljali opremo za Ande. Že takrat je bilo še težko. Kdaj ste, na primer, kupili prvo čelado, pa plezalni pas? Plezalnega pasu nisem kupil nikoli. In nikoli niste plezali s plezalnim pasom? Ne. Če pomislim, oziroma plezal. Torej, potem, ko sem nehal plezati, že pravzaprav sem ga imel, ampak da bi pa plezal kaj v steni, ne, mislim, da ne. Ker sem ga nabavil šele nekje v koncu 70-ih. Ali pa še kasneje, ja. Kaj pa čelada? Čelado sem pa dobil iz Münchna, sorazmerno kmalu med prvimi. Mislim, da je zdaj, da sem jo dal v muzej. Da sem jo ohranil in sem jo dal pol v muzej. In to je bila tudi edina čelada, taka, čisto ena takih prvih še. Kdaj približno ste jo imeli že? To smo imeli pa že v Andih. To bi moral pogledati pravzaprav na
Ja, seveda. V Andih smo jo. Zakaj vprašujem? Ne? Ker na eni fotografiji v vodniku Stena je Marko Butinar še z tisto železarsko čelado in to v začetku 60-ih let. Ne? Ampak hočem reči, takrat je čelado imel, ampak ne seveda prave in je bila ta železarska. Ne? Ja. Mi smo pa motoristično čelado, vem, da smo s Sandijem sem bil, pa še en je bil, ko smo šli Jugovo grapo. Najbolj kršljivo, pravzaprav ne, smer v Steni, ker redko kdo pleza. In takrat smo imeli motoristične čelade. In to je moralo biti v 50-ih letih. Ja. To je bila prva taka stvar. Ne. Omenili ste, torej Zahod, plezali ste na Zahodu, tudi na Vzhodu, po Jugoslaviji, ne, dole Durmitor ste omenili. Kaj pa še druge predele? Paklenica še ni bila takrat znana, ali? Pazi, bili smo prvi v Paklenici. Kdaj to? To je bilo 65. Prvi majski prazniki. Zanimivo, da jaz dolgo časa sem to spraševal in problemov. Namreč takrat je bil Kambič že v Ljubljani na študiju. Ne? In smo se slušali, ampak on ni šel z nami. Vem pa, da je bil Sandi, zato ker je pelal z njegovim avtom smo šli, pa Janči Ruparjev, s katerim so eno prvenstvo tako bolj lahko še preplezala in mislim, da je bila Danica, žena od Sandija. To je bilo, za prvomajske praznike. In seveda, kasneje so se pa potem začeli pojavljati širši obiski. Ne. Kaj ste pa plezali, torej takrat še v Paklenici skoraj ni bilo smeri, ne? Bila je Mosoraška, Bramova. Ja, sej. Mislim, da je Sandi plezal z Danico. Mosoraško, to bi moral pogledati, če imam kaj zabeleženo. Midva se pravi, sva plezala to prvenstveno. Pogledal, če najdem v seznamu od Ruparja kaj. Torej, za prvenstveno vem, da še kakšno drugo zraven ponavljal, pa ne vem. Ne. Ampak seveda, takrat smo bili tam smo bili 3 dni samo, ne. Ker je bilo vse tuje, ne. Vedeli smo samo nekaj iz pripovedovanja Bačija. Ne. Kako ste pa prišli dol, torej prepeljali ste se? Jadranska magistrala je že bila? Torej, nekaj je moralo biti, zato ko smo se peljali s Sandijem s službenim avtom. Ja. Ker ko smo bili drugič, vem, da so še rekli, takrat so bile rdeče tablice od službenih vozil in smo slišali komentarje, da hodijo na turizem z službenimi vozovi. Ne. In komentar bil na parkirišču. Kje pa je delal Sandi? Sandi je v Izoli bil, takrat je bil to stavbenik, je bil direktor tistega predno, ali ne v stavbeniku, je kasneje bil. Torej, bil je enega manjšega gradbenega podjetja, je bil tam. Ne. In je prešaltal potem, ko je se moral nehati voziti z mopedom, ne, je se parkrat pripeljal tudi službene avtomobile, tudi naše hribe. Ne. Torej, Paklenica, Durmitor, marsikje ste plezali, poleti, po zimi, zunaj, Andi in tako naprej. Kaj vam je pa v alpinizmu, v plezanju, torej kateri način plezanja vam je pa najbolj sedel, bil najbolj všeč? Je bila to skala, sončna skala, granit, apnenec, led, mislim, snežišča?
pravzaprav zima mi je bila bolj domača. Sicer ni kakšnih ekstremnih stvari po zimi nisem počel, ne. No, ena prvenstvena sva ravno z Kambičem naredila v Poncah, ne, oziroma tam notri je ena zimska smer, ki jo pa sploh ne vem, če kaj ponavljajo, ampak jaz sem jo ogledoval par zim in sva jo potem preplezala. Še spomnim se, da sva bivakirala na vrhu, ko so se vračala prek Srednje Ponce, in da je bil 8. marec. Tako datum vem, ne vem pa letnice. Sneg, torej to... Sneg je recimo bil ena taka stvar, ne. Drugače, recimo z granitom sem imel premalo izkušenj, ja, torej pa skala, ne. Ja. Sneg, torej pravi razlog, da ste potem 64. se odpravili v snežene Ande, ne? Kako pa je bilo s to odpravo? To je v bistvu prvi obisk Jugoslovanov takrat v Južni Ameriki. Kdaj ste začeli razmišljati o tem? Prva bi morala biti leta 62 že. Je bilo vse pripravljeno, Sandi je celo na nek način rezerviral na ladji, takrat je bila še potniška ladja, v Genovi, italijanska, on je pač veze še vedno s Trstom, ne, in je to uspel zarezervirati in zbrali smo tudi nekaj sredstev. Ampak pol je prišla pa tista devizna zapora in smo pač prekinili, ne, je propadlo. In znova začeli šele bolj intenzivno 63, ko sem jaz že še pri vojakih. Jaz sem namreč prišel od vojakov začetkom 64. leta, ampak z dobro kondicijo, ker sem imel tako službo, da sem moral veliko se udeleževati rokometnih tekem za rokomet, ne, čeprav nisem bil nikoli žogobrc. Ampak je bil naš komandir tak, da je obrazil nogomet, bili smo izvičački vod, ne, in nas je teral tudi po 2-krat na dan na igrišče, ne. Torej, ni bilo problem z kondicijo. Edino, kar je bilo narobe, je bilo to, da sem potem zbolel za eno hudo angino in tam je skoraj preprečila, da bi šel z odpravo, ne. Ker sem precej ošvohnel takrat in šel. Torej, priprave moram reči, da jih je v precejšnji meri opravil Sandi, predvsem finančne, čeprav smo tudi ostali zbirali po svojih močeh, pač tam, kjer smo kakšnega poznali, ne. In pa navezali smo veliko, ko preko edicij, da smo se dogovorili za to, da bomo poročali in pisali, ne. Če se prav spomnim, smo imeli 17 naslovov, na katere smo pisali kaj, ne, in so nam oni pač prispevali nekaj denarja, ne. Ker to je bila odprava, ki se je sama financirala, ne. Edino, ja, v La Pazu, ko smo morali podaljšati bivanje tam, ker ni bilo viz za povratek čez Argentino, smo se morali sposoditi $250, mislim, in to nam je poslala zveza, ne. Drugače pa vse ostalo bilo v naši lastni režiji.
Franci, kako ste pa sploh vedeli, kam greste? Kako Ja, ste naštudirali? Ne pot, ampak cilje v bistvu. Tukaj je pa največ zaslug od Tineta Miheliča, ki je prebrskal literaturo in ker je imel odličen spomin, je on že naprej, recimo, ko smo se vozili recimo v Bolivijo z vlakom, proti La Pazu, je že videl gor Cordillero Real in kazal ta vrh in tako naprej. Ne. Torej, on je vse te stvari naštudiral in tam smo pač ugotovili, da je najugodnejša skupina Kondoririja, ampak predtem smo šli, da se preskusimo malo na Vajno Potosi, ki je bila 6000 in noben nas ni imel takih višin. Šli ste tja z ladjo? Z ladjo, ja. Mesec dni vožnje tja, mesec nazaj. To je bila ena najdaljših odprav. Torej, Tine Mihelič je imel podatke, na nek način ste pa vseeno šli precej do takrat še neobljudeno pokrajino, glede na število pristopov prvenstvenih. 10 prvih pristopov in prvenstvenih, ne večinoma. In ja, torej, to vse, kar je bilo dosegljivo, smo naštudirali takrat. Doli v La Pazu ni nobenega, ki bi kaj poznal, bilo. Čeprav smo stopili takoj v stik z njihovim klubom Andino, ampak so samo se čudili, so rekli, ja, pa tako, torej mi tega ne poznamo. Takrat sem že tudi, mislim, navezal, ali pa še predtem navezal, o pripravah z Arkotom, Vojko Arko, ki je živel v Bariločah in on je tudi dal precej materijala. In ko smo se vračali, smo se tudi srečali z bratom, s Juretom Skvarčo, bratoma, ki sta pravzaprav odprla 20, če ne več, prvenstvenih v Andih slovenskih. Mimogrede tule vprašanje, a ste imeli potem kakšna, ne težave, ampak zasliševanja strani uradnih oblasti v Jugoslaviji, glede na to, da ste v bistvu kontaktirali in bili v stiku z povojnimi emigranti? Torej ne, glede tega nisem imel nikoli, čeprav sem imel pravzaprav takrat precej stikov z Bariločami, in meni ni bilo nič. Torej, takrat mislim, da še nisem bil predsednik koordinacijske komisije za alpinizem jugoslovanske, to sem kasneje bil. Sem pa moral iti takrat pred odhodom v Beograd na bolivijsko ambasado. Namreč tik pred zdajci, ko bi morali že iti mi, še vedno ni prišlo do argentinske vize. Argentina ni dala vize in pač na bolivijski ambasadi sem interveniral pri njihovem zastopniku, kako bi bilo, če pridemo v Bolivijo in tako naprej. So rekli, mi se malo potrudili, da boste kaj tako naprej. Torej, take obljube so bile, nič uradnega, pa to. In ko sem se vrnil s temi informacijami, smo začeli vagati, a gremo ali ne gremo. Vi v bistvu niste imeli dovoljenja še takrat, torej za Argentino, sigurno ne, za Bolivijo pa niste vedeli, kaj bo. Ja, seveda, ampak tisti nas ni skrbeli, ker so rekli, in tudi za Bolivijo naši niso imeli kakšnih posebnih težav. In ko smo se z ladjo pripeljali v
Rio, mislim, ja, v Rio, smo dobili spet opozorilo, da vize ni in jo ne bo. No, Za Argentino. Za Argentino, ne? Za tranzit Argentine. Pa smo vse nekje, seveda, ladja je imela cilj Buenos Aires, ne? In smo se peljali do Buenos Airesa in tam je bila 2 dni vročih, ker smo se že kar pomalo, mislim, da kregali, kjer vrak je bil tisti, ki je rekel, da ne gremo vse skupaj, riskiramo toliko sredstev pa tega, ne. No, ampak na koncu je sekretar ambasade nekako dosegel, da so nas pustili na vlak, da smo jim oddali potne liste in so nas pustili tisto 4-dnevno vožnjo z vlakom do La Paza. Tako da smo bili tam gor, smo bili brez kakršnih koli pravic, ne, ker smo bili brez potnih listov, ampak smo srečno prišli v Bolivijo. Zakaj pa ni bilo dovoljenja strani Argentine? Torej, očitno Jugoslavija in Argentina takrat nista bili v takih odnosih, da bi se strinjali še tako, ne. Koliko časa je cela odprava trajala? Ne 4 mesece. Bila pa je društvena, ne? Torej, na nek način zveza, razen da je pač dala nek soglasje ali nekaj v tem smislu. Torej imeli smo naziv prva jugoslovanska alpinistična odprava Ande. Ne? To je komisija za KOTG. Ja, KOTG je dal soglasje, se spomnim, sem še zadnjič gledal ene zapisnike, ne, da imamo naziv jugoslovanske alpinistične odprave. Ker to je bilo takrat treba koordinirati z Beogradom, ne. Ampak takrat še ni bilo jugoslovanske komisije za odprave, ali pa mogoče že bila. Aha, torej imamo slovensko komisijo za odprave v tuja gorstva, obstajala je pa tudi jugoslovanska. Tudi nekaj časa, ja. Ja. Nekaj časa je bila in sicer ta prvi Beograjčan, ne sem spal, ko sem pisal, načelnik, potem je bil nekaj časa Aleš, pa je bilo pa kar konc. Aha, to pomeni, da... To je bilo v obdobju, ko sem bil jaz pa predsednik Jugoslovanske komisije za alpinizem, oziroma točneje KKA, koordinacijska komisija za alpinizem. Ja. To je bilo takrat skoncentrirano nekje v Beogradu, ne. Ampak na nek način je bila ti jugoslovanski uradi ali pa nazivi so bili bolj samemu sebi namen, niso imeli pa neke posebne funkcije, ker je alpinizem slovenski ali pa iz Ljubljane. Ja, vem, ampak kljub temu so vse odprave so bile pravzaprav take, da je bilo rečeno jugoslovanska smer, ja. Prvi jugoslovanski spon in tako naprej. Pač takrat se je šlo na to, ne. Tudi druge države so imele pravzaprav v glavnem državno obeležje. Odprava v Ande je na nek način bila organizirana strani akademskega planinskega društva. Ja. Vodja je bil Valič, ampak... Ne, Sandi. Sandi je bil. Blažina. Aha. Ja. Valič je bil kot zdravnik. Ne. Tako. Ja. Torej, tudi Sandi je na nek način bil, lahko rečemo, tisti ključni, ki je največ dela naredil. Sigurno, to sigurno, ne. Že za prvo, ko smo imeli namen v Ekvador, ne, to nisem prej omenil. Torej 62. Ekvador. Ekvador, Cerro Altar, vrh, ki je bil, ja, ki so ga enkrat kasneje naši tudi obiskali, to se spomnim, ne. Drugače pa ni nekakšen večji problem, ne. So bili recimo te sponi, ki smo jih tle upravljali, bistveno druge kvalitete, ne.
čeprav so razmerno vsi lahki, tehničnih težav pravzaprav ni bilo pri nobenemu, ne. Vse, kar je bilo, recimo se spomnim, da smo morali izsekati celo Vesino, ker takrat ni bilo takih deres, da bi sam pikal kaj čez, ne, ampak si stopinje moral si usekati. Ja, gremo zdaj naprej na bistvu te podatkovne zadeve. Že 60 let na nek način kronološko spremljate in zapisujete slovenski alpinizem. Zanima me, kako je to takrat v bistvu izgledalo. Danes imamo Zoom, torej komunikacija je drugačna, računalniki, shrambe, Exceli in tako naprej. Kako je stvar takrat izgledala? Torej, zapiski... Takrat je bil dopisnica, pa včasih telefon, ampak redkej. Torej, nekaj časa sem imel prav žig pripravljen, da sem jih dopisnice adresiral, ne, na moj naslov in jih potem 10-12 recimo kuverti poslal določenim alpinistom po svetu. Eno vprašanje, torej, če skočimo še na začetek, kdaj ste prišli na idejo, da bi začeli zadeve popisovati, da vas to zanima? Ste imeli kakšen suport Planinske zveze? Torej, da je nečemu bil namen? Že od vsega začetka, še ko sem bil pravzaprav, alpinist sem pravzaprav že v prvem letu, po prvem letu, sem začel kritizirati, da pravzaprav časopisi sploh ne poročajo nič o alpinizmu, ne. Čeprav so bili takrat že določeni vzponi pa to in sploh kvečjemu slišali kdaj kaj od tujine, ki je prišlo kakšna odprava v Himalajo ali kaj takega, ne. In potem že leta 66, sem začel kar pošiljati članke na Delo. Takrat, to je bilo leto, ko sta Ante Mahkota in Peter Ščetinin imela eno dobro serijo vzponov in se spomnim, se to potrudil, da sem šel v Dolomite pod Cine, da sem malo gledal njun vzpon, je bila takrat streha ali kaj v Cini. No, in sem uspel objaviti 3 ali 4 članke o alpinističnih vzponih naših alpinistov. Takrat sem že spoznal, mislim, da sem že takrat spoznal Deklevo, ki je bil v športni redakciji, Jože Dekleva, Pepi. In naslednje leto so se pa enkrat z Deklevo srečala na zvezi, ko se je prišel zanimati za kakšne akcije in tako naprej, da bi kaj napisal, ne. No, in sem rekel, to pa lahko jaz malo preskrbim, ne. In sem mu zbral podatke za prvo objavo in je šlo v Delo, takrat še z naslovom Planine in ljudje. Ne, Gore in ljudje. Potem je pa rekel, da naslednji teden lahko še pripravim, ne. In takrat smo pa že dali Planine in ljudje, ker to je bila pravzaprav rubrika, ki je že nekaj časa bila v Delu. No, in potem je pač prišlo to v tradicijo, da vsak teden sem pripravil Planine in ljudje, ampak že čez en mesec
je bilo toliko alpinizma, da smo se dogovorili, da naredimo še alpinistične novice. In potem sem obe rubriki fural kar precej časa. Alpinistične novice skoraj 20 let, malo pred 20, 19 pa pol, kaj takega je prevzel Tomo Česen, samo ker sem ga potem na enih 2-3 odpravah nadomeščal, si še vedno nekako pravim, da imam 20-letni staž na novicah. Planine in ljudje pa je prej že prevzela mi je zdaj ušlo iz glave ena kolegica iz društva, z našega društva, in jih potem dobro furala, pa še na Dnevniku. Ampak so pol temu usahnile. Kdaj alpinistične novice začnejo redna rubrika 1967 leta? Ja, mislim, da ja. Čak malo. Mislim, da sem nekje prebral. Ja, oziroma, 67, mislim, da 25. maja ali 25. maja je bilo Planine in ljudje ali pa alpinistične novice. Torej, razmaka med njima je en mesec. In so bile praktično standardno nekaj časa ob sredah pa četrtkih, potem so bile pa v ponedeljkih redno. In vem, da so po Jugoslaviji fantje se posebej naročili na ponedeljkovo delo, da so jih dobili. No, eden mi je pravil, da je bila v Zagrebu prav dirka, da je prišel ta prav čas do trafike, kjer so imeli delo v ponedeljek, zato, da ni že kakšen drug pobral. Ja, seveda. Alpinistične novice so bile v bistvu glavna informacija o dogajanju, seveda pred spletom, drugega ni bilo. Omenili ste Tomo Česen, kdo še potem? Tomo Česen, potem je bil Aleš Bjelčevič. Ja, za njim mislim, da je bil zdaj še miram, aktiven, še vedno pleza za ta ženo. Jakovčič, Tomaž? Ne, on je bil Peternel. Miha Peternel. Ja. Za njim je bil pa Jaka, mislim. Ja. Jaka, nekaj časa v kombinaciji s Petrom, pa potem pa že, ko smo bili pa že samo ko so ukinili rubrike, smo bili pa samo še na spletu. Ampak konstantno držali še vedno enkrat tedensko in tle pa sta bila oba Mitjeta. Dva Mitjeta, en še zdaj. Tako, novice še alpinistične prav s tem imenom lahko še vedno spremljamo na Gore in ljudje, enkrat tedensko. Kdaj pa jih ukine Delo? In zakaj, glede na to, da alpinizem na nek način pridobiva na veljavi? Formalno je bilo rečeno, da rubrik ne more več biti. In res so rubrike, ker takrat so bile rubrike vse mogoče košarkaške novice, pa take in take. Te rubrike so ukinili, nekako so pol okrog vogala prišle še šahovske, to ima eno specifiko, ampak drugih rubrik pa ni bilo več. Čist brez kakšnih posebnih razlag rubrik ne bo več. In potem seveda nisi mogel več na ta način, kot smo bili navajeni, dajati jim, ker bi bile samo kratke novičke, smo pač se
orientirali samo na splet, ne. Takrat sem že imel. Ja, kako pa je izgledalo sploh v 60-ih, 70-ih, 80-ih, ko pride do buma vzponov, pisanje alpinističnih novic, pridobivanje informacij, ne? Kako je to izgledalo? Prvič skoraj ne vsak dan, ne, ampak recimo 3-krat, 4-krat na teden sem bil v Nedeljo, recimo v športni redakciji. Ne? Tako da sem spoznaval milje in tako naprej, celo sodeloval sem na dežurstvu v Nedeljo in bil takrat nekako tudi sprejet v Društvo športnih novinarjev. Ne? Torej, takrat so me nekako kar posvojili, ne? In seveda sem moral organizirati mrežo, če so hoteli do podatkov priti. Kot sem rekel, sem pošiljal kuverte z dopisnicami, nekateri pa tudi brez tega so sporočali ali pa prihajali k meni domov. Ne? V tele sobci se jih je izmenjalo kar precejšen del takih bolj vrhovnih. Ne? Se spomnim, enkrat sta prišla že proti večeru Franček pa Zupan, ne? Sta se posebej pripeljala dol, da sta mi nekaj stvari objasnila, pa to. Pa drugi tudi, praktično sem bil seznanjen ali pa poznal se z večino bolj izstopajočih alpinistov po vojno, ne? Ker sem spoznal tudi tistih, ki so prva leta začenjali, ne? Sem bil pač toliko še mlad, da sem jih spoznal vse. Ja, in pa nekaj še je. Kmalu so me tudi nekje vključili v propagandno komisijo na zvezi, ki je bila takrat edini tak organ, ki bi lahko pokrival to dejavnost, ne. Pa pol v izvršni odbor potegnili uredništvo Planinskega vestnika, tako da so se pol začele tudi funkcije na zvezi in s tem sem imel tudi nekje odprte mape njihove, ker včasih je bilo tako, da ni bilo toliko strokovnih sodelavcev, ne. Sta bile dve pisarniški moči, pa tajnik Lavrič. In pravzaprav vse novice, pošta in tako naprej, se je zbirala v eni omari z mapami, ne. In ko sem prišel na zvezo, to je ravno tako 3-krat, 4-krat na teden, sem malo pobrskal po mapah, pa videl, kaj počnejo, ne. Pa temu pol dodal, ali so planine in ljudje, in se je tako razvijalo naprej, ne. Pol sodelovanje z radijem, ne, ki je bil tam Krišelj prihajal, ne, pa smo sodelovali. Ali pa sem sodeloval še z radijem, ne, tudi s televizijo, ene dvakrat. Ja, tukaj moram reči to, da sem imel po Andih 2 skoraj polurni oddaji na televiziji. To sta bila, mislim, prvi taki daljši oddaji pri nas. Ampak o alpinizmu. O Andih. O Andih. Sicer je bilo ta moj nastop bil reven, ne, priznam, zaradi tega, ker imel sem slabe filmske posnetke, namreč sabo sem vzel na kamero, ki so nam jo posodili na Sodni medicini, in sem snemal pravzaprav prvič s tisto kamero, ne, torej, ampak dobro, nekaj se je nabral materijala, ne. Je bil pa tudi tak material, recimo, da je bilo vse skupaj v okencu, ker sem pozabil zaslonko oziroma nastavek gor in je seveda slika bila v krogu. No, torej to, potem pa diase sem uporabljal, ne,
In kot so mi potem pravili, ker so gledali, je bila takrat, vem, da precej gledana, so bile te dve oddaje, zaradi tega, ker so mi potem iz raznih krajev govorili, kako je bilo dobro, ne. Čeprav sem se zavedal, da ni nič posebnega. In bral sem tekst, ki sem ga pripravil, ne, in se še dobro spomnim, da sem videl sam, kaj se je, kako se mi papir trese, ne, od živčnosti in to, ne. Ampak sreči tega ni bilo, vsaj večinoma ni bilo videti, ne, ker so zakrili s kakšno diapozitivom, ne. Ja, to je vse nekje v tej moji, ko preko novinarski funkciji. Ja, ampak tu je treba poudariti, ne, omenili ste, kolikokrat ste bili v Delu, torej v časopisni hiši Delo, pa potem na Planinski zvezi, ampak sklepam, da ste takrat imeli še službo normalno. Ne, ob tem je bilo to, ne. Kako je časovno to zneslo potem se? Sem bil na šoli, ne, obveznosti smo imeli 22-25 ur, ne, in seveda bilo recimo dopoldne 3 ure, popoldne 2, ne, vmesni čas sem za kaj takega izkoristil, ne, ker takrat, čeprav sem bil že poročen, pa v tem stanovanju, na kosilo recimo smo mimogrede kje opravili ga, ne, ali pa sem šel domov k mami, ne. Ja, prosim, ves čas sem porabil tako kot zdaj. Tisto, kar sem imel na razpolago, ne. Soboto in nedeljo, oziroma že v petek v hribe, ne. Takrat sem še veliko teh vikendov prebil z družbo v hribih. Ja, po četrtkih zvečer na društvu, ne. To se je kar zapomnilo čez cel dan, ne. Ja, in potem so prišla 90. leta, ne, razvoj interneta na Slovenskem in v bistvu kmalu, ne, ste bili že tukaj z v bistvu stranjo Gore in ljudje, na začetku tudi z promocijskimi možnosti nakup majic, ne, zato da se bi stran podpirala. Tudi jaz sem bil eden izmed tistih, ki sem jih kupoval. Mislim, da je to že bilo po 2000, ampak ja, torej druga polovica 90. let, ne, že spremljamo lahko spletno stran. Ime tedaj že Gore ljudje? Začeli smo Plan.id tako kot poddomena. Kdaj zaživi spletna stran? 98. 21. decembra. Uradno, ne. Drugače začeli smo že spomladi, ne. Ampak za poskušali in tako naprej, ne. Začetka smo samo kakšnemu rekli, ne, se to pa to pogleda, ne. Pa to, ne. Ker začel sem pravzaprav zaradi tega, ker so spletno stran Planinske zveze precej vodili, podpirali tele v podjetju, kjer je bil takratni načelnik Komisije za alpinizem, mislim, ko mi zmanjka imen. No, in sem šel malo k njim pogledat, ne, ker računalnik sem imel jaz od leta 85. Ja, mislim, da od 84 ali 85 sem prvega dobil prešvercanega iz Nemčije. Celo en monitor so celo mi prinesli, tržiški alpinist čez mejo.
Aha, torej švercanje čez Karavanke. No, mislim, ja. No, se ve o tem švercarju skozi Tomazinovo pisanje, ne. Tako. Ampak so bili še drugi, ne samo on, ne. In ja, od 85. sem imel računalnik in vse sorta poskušal z njim pisati, predvsem kot pisalni stroj, ne. In takrat, torej 98. sem bil bolj pogosto tle v tej firmi, kjer so imeli tudi za zvezo skrb. In pa sem rekel, bi tole malo še kaj dodali, ne? Bi tudi kakšne opise smeri in tako naprej priključili na Planinsko zvezo Slovenije. No, ampak sem dobil hmal pojasnilo, da vse, kar bi se delalo, je treba imeti dovoljenje in tako naprej, ne? In da to ni predvideno zaenkrat. Vse je rekel, dobro, pa si mu pa sami pomagali, ne? In takrat sem postavil na poddomeno Planit in prvi poskus je narejeno, ampak mislim, da že decembra smo že imeli zakupili Planit.org domeno in štartali s tem, ne. Začetka je bilo po, 10 obiskov na dan, pol 15, 20, ker je bilo, kad 100 smo že rekli, zdaj že to nekaj pomeni. In se je pač razvijalo tako, kot se je, ne. Vse praktično na amaterski bazi. Nekaj časa sicer v obdobju, ko smo bili pod pokroviteljstvom oziroma kar v sklopu Promontane, takrat smo imeli več sredstev, tako da smo si lahko privoščili potem programiranje druge in tretje verzije, ne, da je bilo to plačano s temi sredstvi, medtem ko zdaj četrto verzijo sem moral pa v glavnem sam pripraviti večino. Ne vseh, nekaj mi je še ostalo v zalogi, ampak večino sredstev za to pa sam pokrit. In ja, zdaj, ta prvi je bilo občasnik, ne, ampak že z alpinističnimi novicami, ne. Takrat so bile tudi, mislim, da na isti dan kot v Delu, ne, in potem, ko je Delo pahnil, je bilo pa samo tle, ne. Ni bilo nobenih kakšne prekinitve ali kaj takega. Način pridobivanja informacij je na nek način bil podoben kot prej. Vsi so vedeli, da ste vi ta naslov kako potem sami začnejo pošiljati na e-mail sporočila, ali kako je bilo? Ali je bilo treba vseeno še na nek način dregati? Ja, no, za alpinistične novice recimo pač so skrbeli drugi, ne. Jaz sem pa poskušal pridobiti druge stvari, ne, in jih vključevati, ne. Namreč zaradi tega, ker sem imel dosti znanih, dosti poznanstva po vsej Jugoslaviji, ne. Ker verjetno noben ni imel toliko različnih funkcij kot jaz v tistem času, od odsekovega gospodarja do predsednika koordinacijske komisije, pa tudi celo v tujini pri UIA v tisti zametku informacijske komisije, kamor je pa sicer prišel Bjelčevič, zaradi tega, ker jaz ne obvladam jezikov toliko, ne, in tako da, ko je bil kakšen sestanek, je šel Aleš tja. In pol bil nekaj 3-4 leta je imel stik z komisijo, ne. Ker vključili so me pa pravzaprav zato, ker sem imel
stike z recimo Jozef Nika, Poljak, eden takih najpomembnejših informatorjev po alpinizmu. Ne. On je ocenil, oziroma je povedal mi, da je Guido Tonela, novinar iz Švicar, da je ocenil naše rubrike v delu, ki mu jih je predstavil, rekel, ja, to pa verjetno, da nimajo nikjer tako, da bi imeli v osrednjem časopisu rubrike. Ne. No, in takrat sem sodeloval, to se pravi, z Jozefom Niko, ki je tudi veliko podatkov mi pošiljal. Ne. On je imel pa namreč širši krog že takrat napeljan. Ne. In pa potem sem prek njega se povezal z bolgarskim mehojem, Rujen Krumov, novinar je bil tam, ki mi je v redu, da sem dobil vsake 14 dni njihov časopis in v njem množico informacij, do katerih mi sicer ne bi prišli. Ena stvar me zanima. Če pogledamo današnje stanje, ste absolutno še vedno glavni vir informacij, alpinističnih, planinskih, vse, kar je v zvezi z gorami. Zdaj, če se mogoče bolj osredotočimo na alpinistične novice, kako pa je danes z v bistvu pridobivanjem informacij, ko so se pojavila družbena omrežja, Facebook, Instagram, Twitter in v bistvu marsikdo le tam objavlja, ali je to mogoče v bistvu še sploh spremljati? Ni. Tukaj je sedela huda napaka, za našo zgodovino. Torej, in ne vem izhoda, ampak pravzaprav mi praktično nimamo skoraj nobenih podatkov. Sicer množici, recimo aktivnost vzponov pa tega ne. Tako da, ne vem, poskušam sicer zbirati, pa si beležiti tudi tisto, kar, to sam vidiš, da poobjavim pravzaprav skoraj vse, kar je na družbenem omrežju, kar je na spletu, recimo, kar najdem na Sloalp, tam mi je dober pokazatelj, kaj je kakšen odsek nabavil, tudi na tvoj lovilci informacij, manjkrat obiščem, sedejo, stran mi je nekaj po tradiciji bližja. Facebooka pa v glavnem ne uspem spremljati. Nekega Mitja, ki dela alpinistične novice, veliko pa vem, da gre v razsulo, ker v Facebooku informacij za en poglobljen pregled aktivnosti ne bo najto nobeden. Franci, tule se mi postavlja eno vprašanje, kot vi, kot kronist alpinizma, kaj pa menite oziroma kakšno mnenje imate pa o določenih posameznikih, vrhunskih slovenskih alpinistih, ki pravijo, da plezajo za sebe in v bistvu sploh ne objavljajo, kaj so splezali in v bistvu nimamo informacij nič o tem. To je ena fama, ki je prišla tudi od zunaj, Tudi drugi imajo take enake težave. In tukaj sledijo eden drugemu in delajo. Tako da že težko pripraviti, sem pa kaj včasih uspe, da kakšen da en mal poglobljen pregled svoje aktivnosti. Čeprav poskušam, pa že parkrat sem tudi kakšnemu nakazal, da bi bilo prav, da bi recimo magar na odsekih se dogovorili, da bi naredili en mesečni ali pa dvomesečni kakorkoli pregled, kaj so, na odseku pa le večinoma zvedo,
kaj njihovi člani plezajo. Razen seveda tisti, ki so se že izločili iz Ferajna, iz Ferajna, kako je moderno rečeno. Ja, seveda. Težava, ki izhaja iz tega, je ta, da čez 10-20 let ne bomo sploh vedeli, kdo, predvsem pa, kaj je bilo kdaj splezano, tako, ne vem, prva ponovitev, druga, kar je na nek način vedno bilo ne samo zanimivo, ampak pomembno beležiti. Vzponi gredo mimo in v bistvu mi podatkov, ker pa seveda niso zabeleženi, nimamo. Delno poskuša pokriti to ta zbornik Slovenski alpinizem za določeno leto, ampak sem prepričan, da tam veliko tega ti avtorji, ki se sicer trudijo povzeti, ne morejo povzeti, prav zaradi teh težav. Absolutno tako. Ja. Zaradi tega je tudi spletišča, recimo, so zgubila na pomenu, ker so šli na Facebook in Instagram, Twitter malo manj, se mi zdi alpinisti, ampak Facebook pa zadnje čase pa še bolj Instagram. Ampak samo to je tako, da zveš tam ob eni slikci, da je plezal v tem pa tem, včasih niti ne datuma, kaj šele razmer pa tega. Ampak tega ne bodo zanamci našli. To pomeni, pisci nekih zgodb zgodovine čez 50 let bojo imeli velike težave za pisanje alpinizma ali pa razvoj alpinizma v novem tisočletju. Torej, razvoj je na nek način škodil kronistom. Jaz se bojim, da v Facebooku ne moreš slediti. Instagramu tudi ne. Kar bo na splet prišlo, včasih pride kakšna stvar, da se spomini kakšnega objavijo, in tisto bo treba upoštevati. Bo pa žalostno. Recimo, včasih smo vedeli za vsakega, ki je preplezal Aschenbrennerja. Imam seznam, mislim, da prvih 20, ki je to pomenil, da je stopil v visoki alpinizem. Pol sem pa še, kaj sem mislil tega, ni dolgo nazaj, 5-6 let, so mi razlagali, to je smer za rekreativce. Pol sem se pa začel zanimati, koliko jih je, kaj ve, da so ga ponavljali in to. Se ne spomnim, da bi kakšen, nič ne. Ampak nekateri so ga. Za tiste ne bomo vedeli. Ja, tako je. No, ampak tudi če rečemo, da je Aschenbrenner vseeno že eno stopničko nižje kot naši plezajo, je pa na primer prosti vzpon v obrazu sfinge zadeva, ki bi mogla biti zabeležena, pa tudi gre mimo. Ne vem, pa vzpon v Eigerju, sploh več ne vemo, dobro, Eiger morda še, tovrstni vzponi, vrhunski vzponi gredo v bistvu mimo, ker zadeva ni objavljena nikjer, ker preprosto ne uspete uloviti informacije. Tudi veliko je zdaj narobe pri tem, ker te alpinisti, ki so šli v gorske vodnike, nekako smatrajo to za svoj biznis in se mi zdi, da ga tudi ne spravijo niti na Facebook, ali pa na Instagram mogoče še, pa tudi ne vsi. Pa so recimo ture, ki jih opravi, čeprav s klientom, so ta zgaranga, da bi bilo za poznavanje zgodovine to dovolj pomembno. Torej, najina želja je, da se vseeno zadeve bolj beležijo. Se s tem tudi na nek način zaključujem tale najin današnji pogovor, skoraj 2-urni. Lepo se zahvaljujem, Franci, da ste si vzeli čas. Ja, lepo soboto želim, vse dobro. Enako. Ja, srečno. Franci. Hvala.